Jabolka, hruške in knjige. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v podcastu Jabolka, hruške in knjige. Z vami sem Jan Strgar in v studiu se mi je pridružila Katarina Šeme, avtorica stripa Iz jame. Katarina, pozdravljena. Živjo. Torej, ta knjiga Iz jame, ki jo imam tukaj na mizi, zdaj bo minil približno 2 meseca, odkar ste prejeli za njo nagrado Zlati repec za najboljši strip za odrasle. Kako se počutite ob tem? Kako ste se počutili ob tem? Prav zdaj sem se mogoče že malo navadila. Takrat pa prav po podelitvi pa nisem si zares upala misliti, da bi bila jaz nagrajena. Sem bila že zelo zadovoljna samo z nominacijo in sem bila pač prijetno presenečena, ali pa celo malo šokirana. Ampak ja, kot pa rečeno, zdaj sem se pa že malo navadila in sem sprejela to nagrado. Ja. Kaj pa vam pomeni to, a vam da to neko dodatno samozavest, neko potrditev, ali se probate ne preveč fokusirati na te nagrade? Se mi zdi, da vse te nagrade so pač res odziv tiste komisije, ki to nagrado podeljuje. In vsakič je komisija drugačna, tako da bi bil lahko rezultat popolnoma drugačen, če bi bila druga komisija. Tako da res temu prevelike teže ne moram dajati, sem pa mogoče hvaležna, ker to prav pride za moje nadaljnje ustvarjanje, v bistvu kot samozaposlena v kulturi. Neka taka nagrada ima težo pri raznih prijavah, razpisih. Kot na CV-ju, je to neka dobra stvar, ki jo lahko omenim. Ja. Imate pa mogoče kakšno svojo osebno komisijo oziroma žirijo, imate kakšno osebo v življenju, ki preden izide predstavite svoje delo, da ga prebere, da ga pogleda, cenite njegovo mnenje in feedback? Ja, imam ene par takih ljudi. Sploh recimo pri tej Iz jame sem imela tudi enega jamarja, reševalca, pisatelja, Damjana Šinigoja, ki ga mogoče tudi kakšen poslušalec pozna, je mladinski pisatelj. Mi je on lahko kaj svetoval ali pa kakšen feedback dal, ali pa tudi prijatelj Matjaž ali pa moj fant Mitja. So tako prvi bralci poskusni, ki dajo vedno dober feedback nazaj. Kako pa ste sploh vi postali striparka? Kako je pri vas izgledal ta proces? Risala sem vedno rada, kot otrok že, in tudi hitro sem začela zraven tudi nekaj pisati. Se mi je zdelo, da je bila risba vedno bolj zanimiva, če je zraven še nekaj pisalo. In hitro sem tudi pogruntala, da lahko ustvariš tudi napetost med risbo pa med tistim, kar je zraven napisano. Da ni tisti napis samo naslov risbe ali pa nek opis, kaj se tam dogaja, ampak je lahko nekaj čisto kontra in pride potem do nekaj zanimivih napetosti, lahko pač nekaj smešnega, lahko nekaj, kar te preseneti. In sem veliko tega delala tudi med poukom. In takrat sem tudi začela, v bistvu tam sem izdala kot en projekt šolski, nek prvi strip, zbirko kratkih stripov. In tudi odločila sem se za študij na akademiji, pravzaprav zaradi, ker je bil tam tudi v programu strip in animacija. Kaj pa je vam osebno lažje ali pa težje ta ilustratorski oziroma risarski del ustvarjanja stripa ali zgodba? Kaj pa vem, nič od tega se mi ne zdi lahko, pravzaprav. V obeh procesih uživam, se mi pa zdi oboje zelo pomembno in da ima oboje zelo veliko težo pri končnem rezultatu. Ne morem reči, da je pomembnejša risba ali pa pomembnejša zgodba, ker če eno od teh dveh stvari ne štima, potem izgublja na neki sporočilnosti to, kar si ti želel povedati. Čeprav mogoče osebno se mi zdi vseeno, vsaj zase bi rekla, da mi šepa risba, oziroma tukaj si želim jaz narediti še kar nekaj korakov naprej. Pri zgodbi pa tudi
je nek prostor še za napredek, prav tako. Ja. Kako pa izgleda vaš deloven proces, ko ustvarjate strip? Preselili ste najbrž iz šolskih klopi kam drugam, kako to izgleda? Ja, pisarno sem si naredila zdaj doma. Je pa pravzaprav od stripa do stripa odvisno. Zdaj recimo, ki delam na nekem čist novem stripu, se precej ukvarjam prav s scenarijem, zato ker bo to moj prvi strip, ki ne bo baziran na resničnih dogodkih. Predtem pa ta Iz jame in Sumatra sta pa oba narejena po resničnih dogodkih in sem pravzaprav kar hitro šla v risanje storyboarda oziroma nekih prvih skic in snovanja zaporedja nekih dogodkov. Ja, zdaj pa mogoče je malo drugače. Tako da se mi zdi, da tudi vsak projekt zase lahko kliče k malo drugačnemu procesu. Je pa velikratno, tudi če zgodba še ni čisto dokončna, prva stvar storyboard, potem pa kakšno skiciranje tudi karakterjev. Potem pa ja, kot ne smemo biti preveč perfekcionisti, ker se velikrat zgodi, da smo lahko ustvarjalci taki, da pač potem oklevamo predolgo. Jaz se moram kar sama potem res poriniti in reči, ok, zdaj pa bom začela delati na končnih straneh. Čeprav potem itak nikoli niso končne, jih potem še spreminjam in dodelujem, ampak da si enkrat v glavi rečem, zdaj je to ta stran. Ja, rabim prav nek tak mentalno moč, da ne rečem, ja, moram še to malo povaditi, pa še to malo premisliti, pa se zato še bolj zares odločiti, pa mogoče različne barve še poskusiti. Tako da ta proces je lahko zelo dolgotrajen. Včasih je pa boljše, da mogoče kar skočiš v vodo, pa zaplavaš in bolj slediš navdihu. Torej, ta vaš strip Iz jame seveda govori o jami oziroma o jamarskem reševanju, pa bo o zgodbi rekla kakšno še pozneje. Mene predvsem zdaj zanima, kako ste vi prišli v jamarstvo, kako je, oziroma je jamarstvo našlo vas, ste vi našli jamarstvo, kako se je to zgodilo? Se mi zdi, da kot vse take stvari bolj po naključju. Bila sem še v začetek faksa je bil to in sem takrat še pela v nekem pevskem zboru, s katerim smo potem nastopali v neki manjši turistični jami pri Domžalah. In tam nas je potem po koncertu predsednik tistega jamarskega društva povabil v pravo jamo in jaz sem bila seveda za, prepričala še par sopevcev in sopevk, in potem po tistem izletu neko pravo, ne turistično jamo, ko smo vam prišli čisto blatni, ja, sem bila potem prodana, ali kako se reče, in sem se udeležila najprej jamarskega tečaja. In potem sem bila dolgo let čisto navadna jamarka, se reče, sem raziskovala, obiskovala jame, pač po vrvi, potem pa, ko obiskuješ bolj in bolj globoke jame, se zavedaš nevarnosti, ali pa tudi, ko raziskuješ čisto nove jame, ko opremljaš nova brezna, se zavedaš, da bi bilo dobro vedeti tudi, kako ukrepati, če se kaj zgodi na takih globinah. In potem po precej letih sem se odločila, da se pridružim tudi jamarski reševalni službi. Čisto zaradi občutka, da sem lahko koristna, če bi se takrat, ko bi jaz bila v jami, karkoli zgodilo. Ja. In ta strip opisuje zgodbo, ki je najbrž večini poslušalcev precej znana, ne, je bila tudi medijsko odmevna in tako o dolgotrajnem reševanju te jamarke. Ane, ampak vi ste rekli v predgovoru, da ste imeli najprej neke zadržke, da bi sploh napisali strip o tem, oziroma da ste najprej kolebali. In potem ste se vseeno odločili za to, zakaj? Se mogoče v predgovoru že si odgovorim na vse te pomisleke, zato ker ja, na vsak pomislek sem dobila potem nek pozitiven odgovor. Predvsem pač ta zgodba ni bila moja ideja za zgodbo, niti za strip ni bila moja. Tako počutila sem se, da
nič ni mojega tukaj, da bi jaz o tem govorila, oziroma da je o tem že vse bilo povedano. Potem pa mi je tudi ta poškodovana jamarka dovolila ustvarjanje zgodbe. Videla sem, da mogoče lahko z zgodbo stripom mogoče nekaj nejasnosti osvetlim o reševanju, o tem, kaj se dogaja pod zemljo v jami. In se mi zdi, da mogoče na koncu je ta izdelek pač v meni pušča dober priokus. Na začetku sem se bala, da mogoče temu ne bi bilo tako in zato me je bilo strah, da bi se sploh lotila tega. Zdaj pa v bistvu sem zadovoljna, da je ta strip nastal. Ja, to je bila ena izmed stvari, ki je bila meni zelo všeč, je kako je na trenutke zelo res natančno, podrobno opisan proces reševanja, tudi oprema, ki je za to potrebna. Jaz nimam nekega znanja o tem in mi je bilo res lepo videti to, kako ste res lepo razložila. Ok, super. Mene je bilo včasih, prav pri teh sem imela spet pomisleke, če mogoče nisem preveč tehnična, oziroma da ljudi ne zanima vsi vozli pa postopki pa kako stvar izgleda, ampak me veseli, da v bistvu zdaj ta dober feedback od tebe prišel, da je bilo to nekaj, kar ti je bilo všeč. Da ste pa dobili še bolj v bistvu celovito zgodbo o tej intervenciji, ste za izkušnje, za mnenje, za zgodbo povabili k sodelovanju tudi eno kolegico in enega kolega iz intervencije, ne? Res je, ja. Prijateljica, ki je tudi jamarska reševalka in tudi medicinska sestra, je bila v bistvu pri poškodovanki ves čas, od prehoda medicinske ekipe pa pravzaprav do začetka izvleka. Potem pa še kolega reševalec, ki je bil pa pravzaprav prisoten celo pri nesreči sami in hkrati pa je tudi član minerske ekipe, tako da sta mi skupaj ona dva lahko res povedala vse, kar se je dogajalo v jami, ko mene ni bilo zraven. A bi lahko mogoče samo čisto na kratko, če kakšen poslušalec še ni prebral tega stripa, ilustrirali, kaj v bistvu, zakaj je šlo pri tem reševanju, kako je to potekalo? Nesreča se je zgodila na novo odkriti, pravzaprav jama se je odkrivala mnogo let, ampak ni bila še niti registrirana v katastru jam. Ni bilo še uradnega načrta in pač raziskovalci lokalnega društva so tja hodili, kadar so imeli čas. In enkrat, ko so se po zimi odpravili, kar velika ekspedicija, so pravzaprav odkrili nove dele te jame, je bil odličen raziskovalen dan, se pa zgodila nesreča, padel je kamen iz višine neki jamarki na čelado in ona je v trenutku v bistvu izgubila zavest. In s tem se je začela potem ta reševalna akcija. Težava te jame je bila ta, da je bila izredno ozka. Zato pravzaprav je bilo treba počakati več kot en dan, mislim, da je minerska ekipa toliko razširila rove, da so nosila lahko šla skozi. Ker pač ta poškodovana jamarka je bila ves čas tega širjenja v nezavesti in pač v hudi življenjski nevarnosti in seveda ni mogla iti drugače iz jame kot v nosilih po tej poti, po kateri je pač tudi v jamo prišla. Torej 100 metrov višje je bil edini izhod iz jame. In zaradi tega, ker je bila ona res na robu življenja in ker se ni dalo drugače kot širiti, se mi zdi, da tukaj je potem ta reševalna akcija pridobila veliko medijsko pozornost. Na srečo pa pač smo jamarko uspešno rešili iz te jame. Ja, zato mislim, da vam je bila takrat kar cela Slovenija res zelo hvaležna. Pa bi se mogoče dotaknil tega, kar ste omenili. To je bila, kakor se jaz vsaj spomnim, najbolj medijsko taka odmevna akcija jamarsko reševalne službe. Se vam je to zdelo, da je bilo
v redu opisano v medijih. Rekli ste med drugim tudi, da eden izmed razlogov, zakaj ste šli spisati ta strip, je, da bi podali mogoče malo bolj natančen kontekst in opis situacije, ne? Ja, zato ker takoj, ko se v medijih pojavljajo neke zgodbe, neke novice, se lahko prvič stvari narobe razumejo, čeprav je mogoče bilo pravilno povedano, ampak je mogoče premalo konteksta ali pa ljudje premalo poznajo okoliščine in lahko si narobe kaj interpretirajo. Potem so tukaj tudi mediji, ki za nalašč, zaradi odmevnosti, zaradi večjega branja, iščejo neke zgodbe ali pa naslove, ki so po mojem mnenju neprimerni, recimo za neke življenjsko ogrožajoče nesreče. Hkrati pa je bil ta pritisk medijev, prisotnost medijev, nek dodaten pritisk na reševalce, ki so bili tam. Tako da to se v bistvu po eni strani so neke pozitivne strani, velike medijske pozornosti, po drugi pa tudi negativne, ne. Tako da to je bilo mogoče nekaj takega, ker je bilo to prvično, je bil to za reševalce morda tudi stres, ali pa tudi za vodje intervencij. Je pa nekaj verjetno, na kar se bomo mogli navaditi. Je pa tudi res, da recimo ta intervencija mogoče bila medijsko odmevna tudi zaradi lahke dostopnosti medijev, ne, ki so lahko prišli zelo blizu vhoda v jamo, je pač peljal zelo dober makadam tam mimo, ne. Ker včasih so neke nesreče v jamah visoko v gorah, kamor pač ne morejo priti celi kombi z kamerami in mikrofoni in 3 lepimi damami, ki pač posnamejo prispevke, ne. Ja, omenili ste, da je bilo tehnično zahtevno reševanje, ker je bilo treba jamo dejansko razširiti, da so lahko šla nosila skozi. Tu je ena stvar, ki je mene sploh zaradi tudi tega, ker dobimo tukaj res celovito podobo, zelo stresirala, ko sem bral ta strip, kako je to vse ozko in me kar tesnoba zagrabila. A se vam podobno dogaja, ko ste v sami jami, imate kakšen proces, kako to nekako militi te efekte, ali sploh ne registrirate tega? Mislim, da večina jamarjev, sploh pa jamarjev reševalcev, nima nekih posebnih strahov pred nekimi ozkimi rovi, ker drugače pač nas v jami niti ne bi vleklo. Poznam kakšnega jamarja ali pa jamarko, ki recimo nima strahu pred globokimi brezni, pred ozkimi ožinami, kjer hodiš, jih pa stisne in ponavadi potem v take jame ne grejo. Tako da je to v bistvu zelo neka osebna stvar, ampak večinoma v resnici se mi zdi, da smo vsi zelo, sploh ne razmišljamo o neke te ožini. Če je šel nekdo pred nami že tam, pol grem tudi jaz, ne. Ni sploh dvoma, da ne bi. Ja. Meni je bil na začetku zelo všečen del, in sicer, ko ta kolegica reševalka prejme klic, ne, da se je zgodila nesreča in da mora iti na intervencijo, se mi je zdel tako, da je zelo dobro prikazal neka ta, kako nihanja v razmišljanju, zaskrbljenost, že začetek nekako priprav na reševanje, vse to se mi je zdel zelo lepo prikazano, tako predvsem skozi te nenapisane stvari, ne, predvsem skozi sliko. A se vam zdi to v bistvu, da je neka taka zelo pozitivna, specifična stvar, ki jo lahko strip, da nam res lahko prikaže ene stvari, ki jih recimo sama zgodba, same besede ne morejo, ne? Ja, vsekakor je to pač ena prednost stripa ali pa lahko tudi animacija ali pa filma, da stvari, ki jih lahko pokažeš, jih ne poveš ali pa jih ne napišeš. In se lahko pač te dve, moč slike in moč besede, lepo dopolnjujeta. Se mi zdi, da jaz recimo osebno prav pri tem stripu sem pripravila skice najprej, oziroma risbo, ki je bila v bistvu že končna risba, in zraven tudi besedilo. In ko sem barvala, sem kar nekajkrat se mi je to zgodilo, da sem besedilo kar izbrisala in mogoče dodala nekaj malih detajlov v risbo in ugotovila, da stvar še vedno deluje.
In sem bila zelo zadovoljna, no, s tem procesom brisanja nepomembnega besedila iz stripa. Ja, ker se mi zdi, da je res zelo, zelo lepo teklo. Hkrati pa kako ste v bistvu vi pristopili, ker čustva nekaj, ki jih vi vzbudite s temi predvsem nebesednimi deli, so zelo različna. Ne? V enem trenutku je ta neka zaskrbljenost, šok, potem je zelo neko tako metodično, umirjeno pripravljanje, plezanje skozi jamo, potem kar naenkrat dinamično preskakujemo levo, desno, ko se to rešuje, pa se zapenja tam, pa upenja tam. Kako vi pristopite v bistvu k temu, da prikažete te neke stvari? Tukaj mogoče sem predvsem sledila zgodbi, ker tudi s to mislijo sem se igrala, da bi morda preskakovala v času, ampak prav zaradi tega, ker mogoče je bilo veliko čakanja v realni intervenciji, in je bil tudi eden izmed mojih strahov, da bi mogoče zgodba tekla prepočasi oziroma da bi bilo vse precej statično in samo veliko neke skrbi in čakanja. Ampak sem potem ravno s tem, da sem vključila še minerja in pa medicinsko ekipo, lahko se mi zdi dovolj dobro razbila zgodbo, da imamo lahko res te različne neke hitrejše in pa počasnejše dele, ki med sabo pač lepo valovijo in se dopolnjujejo. Tako je, ker meni se je zdelo, da te eni trenutki, ko se malo reševalci ustavijo, pa se recimo uležejo ali pa kaj takega, pa ležijo poškodovanki, da so skoraj še bolj poudarili v bistvu, koliko je moralo biti to res nor občutek, kako ti samo ležiš tam v jami in čakaš, zraven imaš sodelavko, kolegico, ki je v življenjski nevarnosti, in ti edina stvar, ki jo lahko narediš, je v bistvu preživiš ta čas, jo probaš ohraniti živo, medtem ko čakaš, da se ti bo ponudila v bistvu priložnost, da jo rešiš. Ne? Ja, tukaj recimo se moram res zahvaliti tej medicinski sestri, ki mi je povedala svojo zgodbo, ker je zelo doživeto razlagala prav o tem, kako je bilo najhuje to, ker so čakali in tudi niso imeli zveze z zunanjostjo. Zaradi miniranja je bil tisti voks, mi rečemo, povezava po žici, po kateri se lahko pogovarjamo v jami, prekinjena. In niso niti vedeli, kaj se dogaja, kako napreduje, kdo sploh prihaja k njim, in so samo čakali. In tisto je bilo za njih, reka, najbolj naporno, ne? Ker tudi če so bili tam in so delali pač kot zdravniki, kot medicinsko osebje, kar so lahko, je bilo pravzaprav tega zelo malo, ne? In je ta pasivnost in čakanje zelo naporna. Ja. Kako pa se vi potem kot reševalci spopadate s takimi situacijami, ne samo zaradi samega šoka, stresa ob poškodovancu, ampak tudi zato res, ker se lahko to res zavleče v neke stvari, ki recimo mogoče navadnim reševalcem, ne, na prostem, če se tako izrazimo, ponavadi ne traja 16 ur ali pa 2 dni neka intervencija. Ne? Torej, kako vi v bistvu te psihološke posledice, kako se z njimi spopadate? Ja, specifika res jamarskih nesreč je, da navadno trajajo več dni. Če zaradi dostopa do jame same in potem konfiguracije jam se pogosto zgodi, da je treba vsaj kakšen del malo razširiti. In je pa potem druga stvar, ki je prav tako specifična za jamarsko reševanje, je, da jih nimamo veliko, na srečo. Ne? Kot recimo gorski reševalci, ki imajo pač lahko, ne vem, poldnevne ali pa enodnevna reševanja, ampak jih imajo zelo pogosto, predvsem poleti vsak vikend večkrat. Mi pa na srečo morda eno večjo intervencijo na leto. Ne? In to mogoče je neka olajševalna okoliščina. Imamo pa tako tudi kot druge reševalne službe, imamo tudi mi zaupnike, se reče, tako da po takih mogoče težjih intervencijah lahko kdorkoli, ki čuti potrebo, prosi za pogovor in za neko podporo psihološko, za pomoč. Tako da vem, da so bili udeleženi v psihološko pomoč predvsem tisti, ki so bili prisotni ob nesreči, pa tudi sorodniki te poškodovane jamarke.
so bili deležni neke pomoči. Za ostale pa je v bistvu tako, kakor kdo čuti. In se mi zdi, da vseeno večina nas, ostalih reševalcev, tudi sebe štejem med njih, sem zaradi pač uspešne intervencije z dobrim zaključkom nisem čutila te potrebe, da bi rabila kakšno psihološko pomoč. Kako se pa v bistvu vi soočite še z enim tem mogoče dodatnim aspektom? To se je meni porodilo vprašanje, namreč jamarska skupnost je najbrž precej kar manjša povezana, ne? In najbrž se zgodi večinoma ali pa velikrat, da ko rešujete nekoga, ga vsaj nekdo v tej ekipi pozna, ne? Ima nek oseben stik. In to je še ena stvar, ki se je meni porodila in sem bil tako, wow, pač to bi bilo meni res poleg vsega tega, ne, da si v jami 16 ur, pa to, da je še to tvoj prijatelj, da je še nek taka, da imaš res nek osebni stik s ponesrečencem, najbrž še huj zaradi tega. Ne. Ja, dobro si to ugotovil. Res v veliki večini primerov se poznamo med sabo. Prav tudi zaradi tega, ker nas ni veliko in tudi še manj pa je recimo jamarjev, raziskovalcev, ki raziskujejo v nekih novih jamah, v težjih jamah, kjer pa se prej zgodijo neke nesreče. In tukaj potem je ta možnost, da boš reševal nekoga, ki ga poznaš, velika in se tudi velikokrat uresniči. Ja, in to je res en oteževalni dejavnik. In prav zato v bistvu tudi pri tej reševalni akciji, ko smo reševali Ano, so poslali njenega brata ven iz jame in mu niso dovolili, čeprav je tudi on reševalec, da se vrne in sodeluje pri izvleku. Se mi zdi, da je to bila pravilna odločitev, ne? Ker vseeno je to neka velika psihološka teža. Čeprav je velikokrat, to sem pa tudi potem enkrat čist nepovezano brala, mogoče zdaj to en velik zavoj delam stran, da je mogoče ta posttraumatski sindrom, se mu lahko izogneš, če v nekih težkih situacijah si aktiven, če delaš nekaj, da sodeluješ, da nekaj pomagaš, da se počutiš, da nekaj spreminjaš. Tako da to je mogoče, ja, je vprašanje, zelo verjetno na neki osebni ravni mora se vsak odločiti, a lahko ohranja trezno glavo in pri reševanju deluje tako, kot da bi reševal nekoga, ki ga ne pozna, čeprav je tam nekdo, ki mu je zelo blizu. To je verjetno težje storiti, kot pa mogoče v teoriji izpeljati. Da. Vi ste se v to intervencijo vključili malo kasneje, v nedeljo, če se prav spomnim, ne? Kako pa potem poteka to v bistvu? Vi pridete na mesto reševanja, na mesto intervencije. Kako potem poteka ta menjava? Eni pridejo najbrž ven iz jame in jih vi zajemate. Kako se vse te informacije prenesejo? Kako izgleda to čisto logistično in tako? Pri teh intervencijah imamo eno bazo pri vhodu v jamo, torej takoj, ko iz jame pride nekdo, se to zabeleži in se napiše tudi ura, in tudi ko v jamo nekdo vstopa, se to zabeleži in se tudi napiše ura. In če tam pri jami ni dovolj velikega prostora, imamo potem na nekem mestu čim bližje temu. Tokrat smo to veliko bazo imeli spodaj na tem makadamu, na tej makadamski cesti, kjer je bil tudi šotor ogrevan. Imamo tam večjo bazo, kjer so tudi vodje intervencije in oni potem odločajo, kdo gre kam, kako se razporedimo po skupinah, kdo bo vodja ekip in kdaj gre kdo v jamo. In tukaj recimo je bilo pač treba razporejati predvsem in pošiljati v jamo minerje. Potem pa pač pripraviti ekipe, ki se bodo v jamo spustile in bodo naredile izvlek nosil. In tukaj je pač vodja intervencije, tisti, ki odloča in ima seznam vseh prisotnih, vseh, ki jih lahko uporabi, in on potem sestavlja ekipe, ki se jih pošilja v jamo. Imamo pa tudi pravilo, da v jami ne smemo biti več kot toliko in toliko ur,
čisto zaradi izčrpanosti, mraza v jami, tudi v jami je velikokrat mokro. In v bistvu jamar, a se zaveda ali pa ne, postane lahko zelo utrujen zaradi, ne vem, po 15-20 urah dela v jami. Pač psihološki in fizični napor je to. In tudi mogoče kdaj včasih kakšen jamar pravi, ne, nič hudega mi ni, lahko ostajam. Imamo zdaj kar stroga pravila, da se je treba zamenjati in poslati pač sveže ljudi na delo v jamo. Ja, omenili ste, da se lahko res razvija ta stres. To je bilo meni še najbolj razvidno nekako proti koncu, ko se je začel ta izvlek. Se tudi recimo v enem trenutku ste omenili, ne, da je vaš kolega, da je začel zelo veliko preklinjati, ne, da vsaka stvar, ki jo je naredil, je sledil tak rafal kletvic, pa da tega ponavadi ni delo. Nasplošno se mi zdi, da je ta cel izvlek, se mi zdel res tako, skoraj res, da sem že jaz v jami, ne, da je super teklo, da je preskakoval ne vem kaj. Kako ste vi najprej videli ta izvlek in kako ste ga potem preselili na list? Ja, prav ta trenutek se mi je res vtisnil v spomin, ker prav ta reševalec, ki je spremljal nosila, je eden najbolj izkušenih, najbolj umirjenih reševalcev. In takrat sem se res zavedala, kakšen napor je to za njega. Ne samo fizični, tudi psihološki, ker je prav vse moči je dal to, da so nosila vedno bila stran od stene. Ne? In te sile, ki so na vrvi potiskale nosila proti nekim robovom, ki so se krušili, so bili ostri, ja, so bile močne. In takrat sem bila res, res sem bila presenečena, no? Ker mi je bilo pač jasno, da tukaj ni nobenega heca. Ja. Na srečo se je potem ta intervencija končala zelo uspešno, tudi v epilogu piše, da jamarka uspešno okreva. Rekli ste tudi, da ste enkrat naleteli na eno družino in so vas prepoznali v bistvu, oziroma so vas povprašali potem in potem razlagali. Se vam zdi, da se vam zdaj večkrat zgodi, da kdo recimo pristopi do vas pa reče, vi ste pa jamarja, ste bili tam, hvala, da ste pomagali rešiti, smo gledali kaj takega. Se vam zdi, da ste mogoče kaj bolj prepoznavni, malo več publika ve o vas, malo več vas ceni? Nikoli v resnici nisem imela občutka, da nas ne ceni, čeprav se vedno najde med komentatorji kdo, ki reče, kaj so pa rinili tja. Ampak mogoče vseeno se je zdaj ta prah že polegal in zdaj ni več mogoče toliko aktualna niti ta nesreča. In na srečo tudi letos nismo imeli neke odmevnejše intervencije. Se pa najde mogoče kakšen znanec, ki je morda bolj bliže povezan z jamarstvom tudi, me vpraša kdaj, kako je Ana. In takrat rada pokažem eno fotko, ki mi jo je poslala pred nekaj časa iz hribolazanja po Patagoniji. Tako da ona je zdaj že popolnoma okrevala in je super. Ja. Ja, to je res lepo slišati. Ta strip jaz res sem užival v branju in vsem. Zaradi česar ga sploh tudi cenim je, da se mi zdi, da je še eno v vrsti res dobrih primerkov, ki pokažejo, da strip je žanr, ki lahko naslovi tudi zelo zahtevne stvari, zelo zahtevne dogodke, težke, in da res si ne zasluži tega slovesa, ki mu ga nekateri hočejo dati, da je neka to otroška stvar, ne? Da to je samo, ne vem, Asterix in Obelix gresta se tebi strimljani, resne zadeve je pa treba dati v roman ali pa v znanstveno knjigo ali pa nekaj takega, ne? Ali pa pač v pisano besedo. Ja, hvala za vse te lepe besede. O mojem stripu pa o stripu tudi na splošno. Mogoče sem jaz malo v tem stripovskem balončku, kjer se mi zdi, da strip nima več te stigme. Čeprav verjetno širše
ga še vseeno ima. Se mi pa zdi, da se tudi dogajajo zdaj res lepi koraki v smer še večanja prepoznavnosti v splošni javnosti. Sploh recimo letos je bil ta prvi slovenski dan stripa. Potem je tudi letos veliko praznovanj, veliko dogodkov zaradi obletnice rojstva Mikija Mustra, tudi kovanec je bil izdan. Tako se mi zdi, da nekih velikih lepih pozornosti v smer stripa in se morda ta stigma z nekimi otroškimi stripi ali pa z nekim šundom stripa, da se lepo razbija. Tudi recimo z veliko nekih stripovskih dogodkov, ki se razvijajo in rastejo, med drugim tudi ta stripovski festival Tinta, ki ima, mislim, da vsako leto več obiskovalcev in tudi lepo mednarodno udeležbo. Tako da upam, da te neke stare predstave v stripu so res v preteklosti bolj in bolj. Ja, popolnoma delim to mnenje. Kaj pa mislite, da kakšen pozitiven zasuk je predstavljal pristop založbe, ki je izdala to knjigo, torej Viga Vage knjige, ne? Se mi zdi, da oni so tudi eni, ki so zelo veliko naredili k temu, da je strip bolj cenjen v Sloveniji. Ja, oni se zelo trudijo z promocijo, z veliko nekih dogodkov, pogovorov organizirajo. Tudi dali so pač priložnost veliko mladim avtorjem, med drugim pač tudi meni, da sem pri njih izdala svoj prvi prvenec, prvi strip in pa tudi ta drugi strip. Super, so pač založba, ki se specializira prav za izdajanje stripov, slovenskih in tudi prevodnih. Ja, eden izmed pozitivnih premikov v slovenski stripovski sceni je pa v prejšnjem oddaji omenil Zoran Smiljanić, in sicer on je rekel, da mu je res zelo dobro, da sta takrat še bili nominirani, torej 2 striparki za nagrado Zlati repec. Vi ste potem to nagrado tudi dobili. Kako pa vi gledate na to? Se vam zdi, da je tudi to nek pozitiven korak, da se vse več ženskih ustvarjalk zelo uspešno vključuje v to skupnost? Ja, se strinjam. In mi je tudi zelo zanimivo videti, da po večini ženske ustvarjalke ustvarjamo zelo drugačne stripe kot morda moški ustvarjalci. In se mi zdi, da je to samo en velik plus k neki pestrosti na slovenskem trgu, recimo, ali pa ne vem, naboru slovenskih stripov. Pa ne bi rekla, da obstajajo ženske ali pa moške teme, ampak morda se pa ženske vseeno lotevamo stripa na malce drugačen način. In se mi zdi, ja, lepo, da smo sprejete v to morda poprej precej moško stripovsko sceno, in da smo si lahko vzeli nek prostor, kjer tudi naši stripi obstajajo. Ja, mislim, da ni mogoče lepše tega povedati, tako da hvala za to misel za na konec. Katarina, res hvala za vse, kar delaš tako na stripu, kot tudi z jamarskim reševanjem. Mislim, da narediš ogromno v svojem življenju, očitno, da delaš ta svet res boljši za vse nas, tako da hvala. Joj, hvala tebi za povabilo v ta podcast. Lepo se je bilo pogovarjati. Drage poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca našega podcasta Jabolka, hruške in knjige. Z vami sem bil Jan Strgar, pogovarjal sem se s Katarino Šeme, oblikovalka zvoka pa je bila Klara Otorepec. Vabljeni k poslušanju tudi ostalih epizod. Jabolka, hruške in knjige.